So je vodstvo napisali v novici, ki je šla vam, da smo skavti, oziroma kar samo veste, pristni, odgovorni, samostojni in pa zdravi kristijani državljani, ljudje in živimo družbo, ki bi živela z upanjem in veseljem in ki bi negovala vrednost človekovega življenja, pa se zavedala te ranljivosti, ki je vsak od nas nosi v sebi. Zdaj, poslanstvo naše organizacije je, da mlad človek postane aktiven državljan. Aktivno držav in to, da smo skavti in da skavtska vzgoja deluje, se kaže tudi v tem, da se znamo pogovarjati o etičnih in družbenih vprašanjih. In danes smo tukaj s tem namenom, da se s 3 gosti pogovorimo o življenju, o etičnem vprašanju življenja. Med nami so Gabriel Kavčič, moralni teolog, zaključil je specialistični študij iz moralne teologije in pa doktorat kasneje v Rimu. Danes pa deluje kot profesor predmeta vere in kultura na Škofijski gimnaziji Vipava, kot asistent pri katedri za moralno teologijo in pa kot tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference in seveda počutnik v Ljubljani. Hvala za odziv. Hvala za odziv. Z nami je sestra Manuela Žrtin, pravi zase, da je dvakrat sestra, po izobrazbi medicinska sestra in pa tudi sestra v skupnosti sester Frančiškan brez matežnega spočitja. Zaključen imate študij po duhovnosti podiplomski in pa delujete v hospicu, kjer se vsak dan srečujete s smrtjo in trdite, da umirajoči ljudje so učitelji življenja. Dobrodošli. Pozdravljeni vsi mladi. In pa še doktor medicine, Benjamin Lah, zdravnik in doktorni skavt pa skavtski voditelj. Dobrodošli. V izjavi za javnost so skavti zapisali: življenje samo, ki ga nosiš v sebi, ti nalaga odgovornost, da zanj skrbiš. In pravijo, da z odgovornostjo skrbiš tudi za življenja drugih. Življenje je dar, vredno je. Krhki pridemo na ta svet in v krhkosti se poslovimo. Ob tem pa je neizmerna ljubezen, ki jo lahko ponudimo sočloveku, tisto, kar premaga vse. Gabriel, na tem mestu najprej vprašanje za vas. Kaj je življenje in zakaj vera brani življenje? Ja, torej, vera brani življenje predvsem in na poseben način takrat, ko gre za človeško življenje. Mi imamo sicer, morda posebej tukaj v skavtski hiši, aktualno prenovljeno učenje, to je od prejšnjega svetega očeta, Frančišek, Laudato Si, to je pred nekaj leti izšel ta dokument, ki je dal posebno opozoril, se to izmeri tako bilo, opozoril tudi na posebno dostojanstvo vsakega življenja, narave, živali, rastlin in tako naprej, vendar človek je ustvarjen po Božji podobi, se pravi obdarjen z razumom in pa z možnostjo ljubezni. Razum pomeni, da lahko razvijamo stvarstvo, da lahko delamo, da lahko gradimo, da lahko razvijamo, da se razvija znanost, to je razum, vendar je razum sam po sebi hladen. Zato se zraven tipično človeško in tipično Božje podobno prilepi še ljubezen, se pravi, da smo se sposobni žrtvovati eden za drugega, da smo sposobni rasti eden z drugim, da smo sposobni tipično človeških odnosov, da smo sposobni se žrtvovati eden za drugega. Tipičen primer so starši, ki žrtvujejo v bistvu vsak dan, počasi ugašajo za svoje otroke in zaradi svojih otrok. In potem je lepota življenja, ne pa tragedija. Evo, to je različnost, bistvena različnost in drugačnost človeškega življenja, zato se mi zmeraj prizadevamo za absolutno, torej ne privezano, ne absolutno pomeni vseobsegajočo obrambo človeškega življenja. In po temu bomo še zapeljali, ampak v bistvu tudi tisto, kar izgleda kot obramba človeškega življenja, jo mi, vsaj v katoliški cerkvi, vedno zelo, zelo pazljivo preverimo, če je res tako. Zato imamo zdaj recimo ta zakon, kjer je vse o sočutju, vse o obrambi, vse o lepih zadev, zelo lepo zadevo za njih, ampak ne prestane katoliškega testa obrambe človeškega življenja že na kratek, kaj pa še ne bo bilo, kam tudi še bude.
si omenil izjavo, se pravi Komisija za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je pred prihajajočim referendumom objavila izjavo, kjer v 5 točkah povzema pogled cerkve na vprašanje o življenju. Zdaj v tej izjavi izpostavi med drugim 2 točki. Ena sočutje pomeni pomoč pri življenju, ne pa pri smrti. In druga točka, oziroma mislim, da je 3. po vrsti, kjer je trpljenje priložnost za ljubezen. Zdaj, v družinjenem komentarju tedna, mislim, da ta teden, smo vas slišali, da je že leta 2019, decembra, potekala na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani razprava o eutanaziji, kamor so povabili tako zagovornika eutanazije kot nasprotnika. Bila sta gosta Matjaž Cviter pa dr. Andrej Taterski. In znotraj tega je bilo med drugim strani zagovornika eutanazije, dr. Taterskega rečeno. V sklopu krščanskih molitev je bila nekoč zelo pomembna tudi molitev za srečno zadnjo uro. Če to prevedemo v grško besedo, dobra smrt, so torej molili za eutanazijo. To je bilo njegovo logično sklepanje. Pa vprašanje za vas, gospa Emanuela, kaj torej je sočutje in kaj pomeni molitev za srečno zadnjo uro? Sočutje je tisto, kar nas ljudi dela ljudi. Pravijo, da je kultura, ljudska, človeška kultura pravzaprav začela živeti ali pa se spoznati takrat, ko so ljudje začeli svoje mrtve z enim dostojanstvom pokopati na grobovi in tudi ohranjati spominami. Sočutje samo je pa tisto, da ti človeka sprejemaš od rojstva do smrti brez omejitev. Da ne govoriš, jaz si bi ga rad zapomnil takrat, ko je bil lep in mlad in me nič ni rabil, ampak ga spremljaš tudi takrat, ko ni več lep in mlad, ko je umirajoč, ker je še zmeraj živ, ker je še človek. Sočutje je pravzaprav to sočutiti, stopiti z njim na njegovo pot, hoditi po tej poti krhkosti življenja, kot ste sama tako lepo rekla, do tiste zadnje točke, kamor mi z njim zdaj ne moremo čez. Moliti za srečno smrt. Ja, mi sestre še zmeraj to imamo eno zelo dolgo molitev, nikoli nisem se naučila na pamet, kjer molimo za srečno smrt. In ko sem bila mlada, mi ni ravno pišala ta molitev. Ampak zdaj vidim, kaj je pravzaprav srečna ali dobra smrt. Ker eutanazija to pomeni, da lepa smrt, dobra smrt. Lepa smrt, ne vem kaj je, ker se meni zdi, vsaka smrt je vendarle težka. Jezus je prišel do sreče tega trpljenja smrti, je prekinitev življenja. Po drugi strani pa, kaj je dobra smrt? To je tisto, ko nekje končaš življenje eni polnosti, Ko končaš, kot da pride jabolko, zrelo jabolko, ki je dozorelo in potem odpade. Ne veš, ne postaviš pogojev, do takrat mora biti, potem pa gre, Zrelo jabolko odpade takrat, ko je zrelo, ne prej. Tako je tudi dobra smrt, pravzaprav ti si uredil stvari življenja in ti lahko mirno odideš. Uredil si tisto, kar si imel, kar čutiš v sebi, kar misliš, da je prav, da nekje še narediš v tem življenju, da potem lahko zaspiš in mirno odideš. Mislim, da je to največja milost, ki smo jo tudi tolikokrat doživeli v naši hiši Ljubko Spic, prav to, ko ljudje odidejo z tega sveta mirno in nekako tako polni, to je potem takšen svečan trenutek. Nekaj malko ste že začeli z paliativno oskrbo, pa mogoče preden se gremo do te točke, bi jaz prebrala, pa se pa navezala na zdravniški vid, eno razmišljanje o paliativni oskrbi, in sicer od pisateljice Nataše Fons-Lorenzuti. Ona je tudi odrasla skavtinja. Ona je o paliativni oskrbi, o umiranju očeta zapisala.
Ko sem bila mlada, je bila zame smrt nekaj tako oddaljenega, da bi se mi zdelo vprašanje predčasne prekinitve trpljenja ob soočanju z neozdravljivim bolezenskim stanjem povsem preprosto. Zato mislim, da bomo s podobno lahkotnostjo mnogi mladi zamahnili z roko, češ malenkost. Če mora nekdo umreti, naj umre čim prej. Spomnim se kultnih filmov v svoji mladosti. Prešinjata me naslova Let nad kukavičjim gnezdom in Peti Blu. V obeh filmskih upodobitvah junaki z ljubezni in spoštovanja skrajša trpljenje bolnemu prijatelju oziroma ljubljeni ženskim. Takšno dejanje, povzročeno z blazino, se mi takrat ni zdelo samo sprejemljivo, ampak celo plemenito. Danes poskušam slediti usodi storilca naprej, v čas potem, ko se odvrti od javna špica in mora ta, ki je svojo roko zadušil bližnjega, nadaljevati lastno zgodbo. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v 20. členu navaja, da mora biti lečeči zdravnik pa diplomirana medicinska sestra o pacientu, vse dokler se ne ugotovi njegove smrti. V 21. členu pa potem piše, da se smrt, ki je nastopila kot posledica postopka uveljavljanja pravice do prostovoljnega, do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ne upošteva kot neposreden vzrok smrti. Zdaj bom jaz to malo naivno mogoče povzela vprašanja. Torej, če jaz, recimo sem na nebotičniku z nekom, ki hoče narediti samomor, se pravi, če ga sem gledam, kako on skoči dol z nebotičnika, v bistvu sem veliko manj kriva, kot če ga potisnem. In pa na drugi strani je to, da se ne sme zapisati, kaj je bil vzrok smrti, se pravi, če svoje nekoga, od kjer ga bom lahko neki Facebook odvala, prepričam, da naredi pomočjo, samomor s pomočjo, pa to ne bo pisalo v njegovi kartoteki, se pravi, poberem, da bo vso zavarovalniško premijo. Benjamin kot zdravnik, pa imaš za sabo še Hipokratovo prisego, ki ti nalaga ohranjanje življenja in današnje trpljenja. Kako ti gledaš na ta zakon? Na zakon na pogled na življenje. Ja, hvala. Bom jaz kar začel s te strani, ki si končala. Se pravi, ta Hipokratova prisega, ki se mi zdi se v zadnjih časih zelo veliko, za moje pa mogoče to malo zlorabila, ali pa se nek pritisk vršine v smislu, kaj vse tam piše, pa bi mogli delati in kako si vsak po svoje to razlaga. Je pač že več tisočletij uveljavljena neka moralna norma, ki so v bistvu več ali manj skozi stoletja ohranjali, se pravi to svetost ali pa nedotakljivost življenja od početja do naravne smrti v raznih odklonih ali kakorkoli. In se mi zdi, da je tlele zdaj v zadnjem stoletju vse te poskusi drugačne interpretacije vrednosti človeškega življenja niso novi. Recimo že v 1920 je nek nemški pravnik v bistvu želel nek spregled, doseči pravni spregled za pomoč pri ali pa ubijanje tistih, katerih življenje ni vredno. Se pravi, da bi nekako kategorizirali, katero življenje je vredno in katero ni. Jaz mislim, da tle že hitro razumemo nesmiselnost, ali pa da nam je vsem v bistvu ta, kdo bo zdaj, ali pa kako bomo mi kategorizirali življenje vredno ali pa nevredno življenje, posebej, ki nevredno življenje, je pa že samo po sebi absurd. So pa že takrat se tudi konkretno profesor Šerko, pa tudi še drugi slovenski pravniki predvsem ukvarjali s tem. Kasneje v bistvu to prevedli tudi recimo v času nacistične Nemčije, ki je mogoče nam najbolj tako znano, do teh v bistvu tudi eugenika v tem ocenjevanju se bo nekdo postavil, se pravi izbor nekih, pri osnovni eugeniki se pravi izbor nekih genskih predispozicij, ki so boljše, ki se nekomu zdijo bolj vredne in v bistvu na koncu tudi do teh poskusov, ki se jih izvaja potem Hitlerjev odloku, tudi zdravniki v nacistični Nemčiji. Seveda so se takrat na koncu preučevali, da je to zakon zapovedoval. Zakaj se mi zdi vredno to omeniti?
Ker, če pridemo zdaj iz tega osnovnega zdravniškega poslanstva, ker se meni še zmer zdi tak ideal, tudi to ohranjanje življenja, skrb za nedolžne v teh najbolj ranljivih obdobjih, se pravi rojstvo, smrt, se pravi, kot krhki pridemo na svet, kot krhki odidemo, nekako tak je naraven tako okrog. Se mi zdi pomembno to zavedanje, iz tega vidika, kam te v bistvu lahko neka zakonska prisila, ker ta zakon nalaga pripelje. Ker če pogledamo zdaj pa konkretno ta zakon, kako obrne v bistvu celotno logiko zdravništva ali pa nekega, tako kot je bilo že omenjeno, tega sočutja, ki ga pač seveda ne idealiziram zdravništva ali pa vseh, ljudje se velikrat znajdejo v težavah in vse te težave niti jih prvič umetnost ali pa pomembno jih zaznati, pomembnost je do njih pristopati, jih odkrivati, se truditi pomagati. Na koncu pa v bistvu ta zakon obrne to logiko iz tega vidika, da se pravi zdravniku, ki je bil do zdaj nekako vedno poklican po nekem odnosu z bolnikom, zaupnem varovanju, obrne to logiko, da v bistvu na koncu bolnik več ne ve, v katerem trenutku se bo to vrnil. Mogoče, če zdaj, to so pač, mislim, jaz tudi po duši sem pravi, kako, ampak je zdaj tako ne brati, pač, tudi s tem moramo če dalje bolj živeti in tudi to delati. In če gledamo čist, se pravi, eutanazija kot sama po medicinski definiciji je usmrtitev bolnika strani zdravnika, za katerega zdravnik meni, da bo to njegov korist. Se pravi, je to v bistvu nekako ena stvar, ki ni združljiva z zdravniškim poklicanostjo, odnosom do življenja, samim načinom delovanja. Na drugi strani usmrtitev, oziroma samo usmrtitev s pomočjo je pa dejanje, ki ga izvede, ta, ki se je za samo usmrtitev odločil. Zdaj, zelo različno so te stvari reagirale, mogoče še to po svetu, eutanazija kot taka je zakonjena recimo v Kanadi, Švica, Nemčija, Avstrija, recimo tredno bližnje države, v bistvu so se vse zdravniške organizacije v prvem tednu ne izvajajo, in je tudi eutanazija kot taka prepovedana, dovoljena je ta pomoč pri samem smrtitvi. In tudi razlika je, recimo v Švici tega ne izvajajo zdravstveni zavodi, to so pač posebni določeni zavodi izven tega, ki to izvajajo. V Avstriji je tudi drugače delano. Se pravi, pri nas je v bistvu ta zakon uvaja nekako prisilo, zelo spretno je to za moje pojme zamotano v zakon. Seveda, takoj ti omogoča pogovor s tem, ampak s tem seveda je tudi neka logična predpostavka, da je to obvezno za vsakega zdravnika, da to izvaja in da to samo konč pri, mislim, da pomaga to samo pri smrtitvi, kjer je pa tudi zelo eksplicitno predvideno zaporedje te samo pomoči. Mogoče se na tem mestu še čisto dotaknem, kako je to predvideno, kar sem uspel z teh stvari razbrati. Ko pacient enkrat izrazi željo po smrti, po samem smrtitvi, to izrazi pač lečečemu zdravniku, to je lahko družinski zdravnik, lahko nek zdravnik specialist, pravi tisti, ki vodi, ki skrbi za pacientovo zdravje in mu želi pomagati. Ta zdravnik je dolžan to odločitev zapisati, pacient mora datum in mora podpisati. Potem mora lečeči zdravnik neko obširno pojasnilno dolžnost narediti z vsemi, se pravi, da preveri, ali je to prišlo svobodno do tega, ali je kakšna prisila zadaj, kaj je pripeljalo, da razložimo morebitne zaprete, morebitne stranske učinke. To je pač en fenomen, ki se v zadnjem času ob tem širjenju ljudi, ki so vključeni v medicinsko oskrbo,
napredek medicine v zadnjem stoletju ali pa tako ogromno. In če daleč tudi drugih profilov, ki niso v osnovi zdravstveni delavci, sodelujejo pri oskrbi pacienta, kar je pač izjemno tudi z tega vidika, kaj vse se danes, kje se vse da pomagati. Ne? In zato je to bolj absolutno na drugi strani. Recimo, približno 5% zdravnikov je, če pogledamo v zdravstvenem sistemu, tako na koncu število ljudi, ki se ukvarja s pacientom, odvisno od sistema, ampak to 5% teh ljudi. In na koncu vedno pade odgovornost, če gre kaj narobe na zdravnika. Ne? In tudi ta zakon je tako napisan. Zakaj je to pomembno? Ker pri nas v kazenskem zakoniku je še vedno pomoč pri samomoru, kaznivo dejanje. In v bistvu ta zakon ne briše členov kazenskega zakonika, ampak kak uvaja neko, so že rekli, milostno izjemo za zdravnike, da lahko da niso kaznovani po tem zakonu. Recimo, mislim, da Belgija, Nizozemska so nekaj časa, ker je bilo pač to še vsem kaznivo dejanje, so imeli neke nazivne kazni, ko se je pa pač potem mogli ukiniti, ker je bilo tega preveč. Skratka, da se vrnem mogoče nazaj, zakon obrača celotno logiko zdravniške poklicanosti, odnosa zdravnika v življenje do svojega pacienta. Ravno s tem, ko v bistvu mu nalaga ogromno enih postopkov in tudi na koncu v bistvu zdravnik, mogoče še kaj je pojasnil, ko mu pojasne, lečeči zdravnik te morebitne zaplete, stranske učinke in to ima potem 3 do 14 dni časa pacient, da to razmisle. V tem času je zdravnik dolžan ga poklicati, še enkrat prejeti, kako se je odločil. Če se je on potrdi to odločitev, gre potem njegovo odločitev na komisijo, ki jo sestavlja 5 strokovnjakov. Tako je predvideno, se pravi zdravnik psihiater, medicinska sestra, neodvisni zdravnik, mislim, da pravnik pa družboslovec. Nekako je to navedeno. S tem, da že tlele, drug absurd je, ne smejo sodelovati zdravniki, ki uveljavijo pogovor rastline. Se pravi, se nekako predvideva, da bo sestavljena komisija ne bo nepristranska oziroma težko zagotoviš. In potem ta komisija to preuči, ko odobri, in potem lečeči zdravnik, se pravi, to so spet nekaj izvedenske mnenje se podani, in potem lečeči zdravnik dolžan prevzeti učinkovitost, prenosno v lekarni, kakorkoli je dostavil do pacienta. Tle se v bistvu naprej določi dan do prostor, kjer se bo to izvedlo. Zdravnik je dolžan pacientu omogočiti, ali je to učinkovina, ki se jo pač oralno zaužije, pač pacient, oziroma ta, ki se je za to odločil, zaužije sam, ali pa je zdravnik dolžan zagotoviti drug način vnosa, ki bi bil za to ustrezen. Hkrati počakati do smrti, se pravi, dokler nastopi smrt, in potem v bistvu tudi poklicati moliškega oglednika in je, tako kot že omenila, tudi določeno obrnjeno, se pravi, kot razlog smrti se ne sme navesti želja po samosmrtitvi, ampak tista bolezen, za katero je v začetku zdravnik presodil, da je neozdravljiva oziroma terminalna in povzroča to trpljenje. Se pravi, gre tudi izven nekih registrov ali pa spremljanja. Že 2 leti nazaj je profesor Mitulovič Polipar, to je bila nekaj časa strokovna direktorica kliničnega centra. Ona je bila kar nekaj časa, se mi zdi, predsednica etične komisije Eurotransplanta. Razlagala ravno to, Eurotransplant je ena organizacija, v katero vključeno predsednica država, ki omogoča boljšo dostopnost do organov darovalcev, se pravi, pri presaditvi organov pomembno, da so skladnost organov. Čim boljše in večjo, kot imaš ti bazen, s katerega je možno te organe pridobiti, večja je učinkovitost tega sistema, se pravi, je kar nekaj držav vključenih in tle je tudi etična komisija zraven zaradi tega, da ne bi do kakšnih zlorab prihajalo. V času, ko se to dogaja, kjer imajo veliko, kjer se je začelo v eutanaziji pogovarjati,
so zelo napredni bioetiki, oziroma te, recimo Kanada, Quebec, Nizozemska, kjer se v bistvu te za sodobni svet najbolj napredne eutanazije oziroma pogled na eutanazijo dogajajo, so upravičali to, da v bistvu je eutanazija usmrtitev zdravljenim organom. In tukaj smo hitro na enem področju, ki se mu zelo dobro reče fenomen spolskega klanca, kjer v bistvu ta zakon, če se spomnite, bil ta zakon že, mislim, da leta 2020 prva varianta takrat zavrnjena, nekim zelo tehnim razlogom, da pač za take stvari potrebujemo več časa. Te obširne razprave, tako ravno seveda ni bilo. In tukaj je v bistvu zdaj spremenjeno, da so tudi te duševne bolezni trpljenja zaenkrat umaknjeno, ampak nikjer pa to ni izuzeto izrecno, se pravi, vsakemu ima omogočil tudi vse te, da se vključi na to tudi vse te občutke neizmernega trpljenja, namesto da bi se to zraven pa pomagajte ljudem. Ne bom predolg, no. Tukaj se mi zdi, mislim, mene toliko stvari dovolj, da se težko ustaviš no, sploh po teh stvari, kar se dogaja, no, tako da zagotov je tle eno področje, ki omogoča veliko enih zlorab in v osnovi sili zdravnika v delo, ki zahteva ni poklican. Zdravniki smo tle, pa stroka je izključena iz tega zakona, hkrati pa zakon nalaga eksplicitno dolžnost, da je tukaj zraven in to vključeno. To je ta v bistvu razlika tudi od drugih držav, ki pač nas kot zdravstvene delavce vtisne v položaj, ko nas zahteva izziv in tukaj sem zelo vesel, da smo se uspeli tudi kot zdravniška organizacija zelo enotno postaviti, pa se mi zdi tak pomemben signal, da je pa vprašanje, kam je prišlo v tej kampanji, ki je pa... Hvala. Zdaj, malo je bilo še nakazano pa omenjeno, veliko teh spolskih terenov. Eden od teh, ki je izpostavljen v izjavi Komisije za pravičnost in mir, je tudi ta, da je možnost, da smrt postane dolžnost. Z tega vidika, da pač posameznik, ki se počuti osamljen, na radiognišče mislim, da je bilo izpostavljeno, da je najhujša bolezen samota. Dejansko, če si osamljen, se počutiš odveč, se počutiš nekomu v breme, nekoristen in mogoče tukaj res da pride do tega, da smrt postane dolžnost. Kakšno mnenje na to, Gabriel? Ja, jaz bi se samo za trenutek vrnil na tisto, da je molitve pred, ker tisto zelo dobro stane. Tam manjka samo še interpretacija, ki je dal Štefanič potem v tistem komentarju, da če so sposobni lagati in okrog prenašati mladino, v tem primeru škofijsko-klasično gimnazijo, mislim, da bo pri tisti gimnazijski strelja, kako se že reče na klasični gimnaziji, tistemu debatnemu krožku, je možno vse. Hotel sem samo to poudariti, ker ne vem, če bomo, da nam slučajno ne vide, ker je bistven element. Čustvena zloraba se tukaj dogaja na vseh teh področjih. In gospod Pleterski, jaz ga kar dobro poznam, so prevečkrat sedela v studiu skupaj, da se ne bi že fajn spoznala, že na kavico šla potem po kakšnem snemanju. Ljudje so, se nema je, a sem res za takega družboslovno navdahnenega filantropa, človekoljuba. Samo opozarjam, da gre za zelo, zelo hude, in pridem nazaj na tole vprašanje, zelo hude čustvene zlorabe, zaradi tega, ker praktično vsem ljudem je skupno, da nočemo trpeti. To je prva stvar. In to je logično. To nam daje, tista Božja podoba, tista razumnost v nas je, da pač logično nočem, ne bi hotel trpeti. To je ena stvar. In večini ljudi je, čeprav se poskuša v zadnjih desetletjih umikati smrt ven iz družbenega življenja, pa družinskega življenja, tudi nam je skupno, da vemo, kako je, ko spremljaš enega, je nona, prenosa Primorskem ali je pač kdorkoli, lahko je tudi kdo, lahko je še bolj
kot se reče, bolj tragično, če kakšna mlajša oseba ali kaj takega. In seveda vsakemu nekako pride na misel, kaj pa če bi bila zadeva krajša, kaj pa če bi bila lažja. Jaz se samo bojim, da nas to pelje v ta način razmišljanja umetne inteligence. Če umetno inteligenco postavimo na čelo tega sveta, pa rečemo, zdaj pa reši vse naše probleme, jih bo rešila mimo grede. Ker prvi problem človeškega življenja je trpljenje, vedno, drugače ne bo šlo. Se pravi, ščistimo, tudi v bistvu primer umega, ki že bo vsi tile science fiction filmi, kakšne čudaške robote, ki so prav pametni tam okrog. To sem samo hotel, to so ljudje, ki izkoriščajo. Jaz sem enkrat, in to je to, obračanje, recimo celo katoliških molitev, ravno sem bil na enem pogrebu, pogreb vodil gospod Škof, Peter Štumpf, smo imeli tak pogreb malo poseben. In je prav definiral, kaj je to srečna smrt, to vesela smrt, tako kot on pravi noter, to, da po krščanstvu je to, da umreš pripravljen, opremljen z sakramenti, pomirjen sam seboj in z drugimi, skratka to, kar bi sestra Emanuela opisala s paliativo, recimo to pri hospicu, to jasno, kaj vse mora biti obkljukano, da človek lahko v miru doživlja sam sebe v trenutku smrti. Tu sem pa to zdaj, da sem spomnil, kaj je dolžno sebo. To pa zdaj zelo na kratko in to je pa bistveno za razumevanje. Se pravi, kaj je eden od glavnih argumentov proti temu zakonu? Takole, čeprav bi se nam zdelo, da bi v tem trenutku tak zakon prišel prav v kakšnem primeru, ker se nam zdi, da nekdo res trpi, da bi se za trenutek nam zazdelo, kot se reče včasih, ga je Gospod vendarle vzel k sebi. Se spomnim, da je duhovnika pred leti imel gangrenično okužbo in je res, da je bilo, potem se ni več dalo pomagati, to so res kritično za videti kaj takega. In se spomnim, da sem sam sebe zaznal pri tem razmišljanju, ko je ta Gospod umrl, ga je Gospod pa vendarle vzel k sebi. Evo, to je logično, to vsem je logična človeška misel, čudaki bi če ne bi pomislili, kako bi rešili trpljenje, vendar. Če prej ne, že na kratek, zagotovo pa na dolgi rok pridemo pa do prisile. In govorimo, to se pa splača zapomniti, o tako imenovani pasivni prisili k samomoru. Se zveni malo čudno, ampak v bistvu je zelo logično. Če jaz zdaj pridem do doktorja Benjamina Laha, pa rečem, dajte se prosim vi upiti, dajte čim prej skočite dol, stolpnice ali pa ne, pač zastupite se, nekaj naredite se boj, da vas ne bo več na tem svetu. Seveda tega nihče nikomor ne reče, zato ker je nečloveško za nikamor. Ampak ni potrebno ljudem reči, tega bi se prosim, tega ne bo noben naredil. Predvsej huje je ta občutek, to si pa lahko tudi mladi predstavljamo, če smem biti malo razredni, pa se še na ostal prišteti mlajše generacije, predstavljamo, kako bo, če se in verjetno in skoraj neizogibno se bo zgodilo, da bom jaz enkrat ranljiv, bolan, star, karkoli že, da bom soočen z etično dilemo, ki je zdaj absolutno nimajo trenutno ljudje. Trenutno imamo mi tam hospic, na primer, damo ta primer, kjer ljudje lahko vedo, da bodo skrbljeni, da bo nekdo z njimi in tako naprej. Če nekaj takega sprejmemo, bomo uvedli novo etično dilemo v naše življenje in na vrsti ne bojo te generacije, na vrsti bodo naše generacije. Te generacije bo še nimo, ker tu ne bo šlo tako hitro. Ali pač v Kanadi je trajalo 5 let, pa so imeli že močno razraščen tak zakon. Ampak za naše generacije bo pa definitivno to veljalo. Da ne bo več sveta, v katerem bo predvsem vprašanje, kdo in če bo poskrbel za me, kdo me bo držal za roko, kdo mi bo podaril sakramente, kdo bo tam z menoj, kje bo takrat sestra Emanuela, ki bi se ukvarjala z menoj, če bom star in bolan. Ampak bo še eno vprašanje zraven, tragično, hudo, temačno vprašanje, kaj pa če bi se jaz kar lepo umaknil. In se ne bi zafrkavali z menoj tukaj, nekaj si rečejo ljudje, pa domači, pa država, pa stanem, pa se ukvarjajo z menoj, pa čas gre, pa nekaj vse. Kolikokrat recimo naši starejši, naši stare mame, stari očeti rečejo, se vam nočem biti tu nadlega, kolikrat so vam že kaj takega rekli. Prideš na obisk in ta prva stvar je, ko je fajn, da si prišla, se nočem, se vem, da sem malo odvečna, ali pa kaj takega, kolikrat že rečejo. Dobro, ponavadi je to zato, da malo
prikliče malo pozornosti, da pa reči mene, malo se si res. Ampak je pa malo tega zraven, ne? Malo je tega zraven. In mi bi lahko zrasli v generacije z novo etično dilemo, ki bomo rekli, gremo nazaj, tako imenovana pasivna prisila k samomoru. Ne aktivna, ne ubi se, ampak ti sam veš, da se lahko. In potem nedvomno, ko bo tak zakon sprejet, pa na vse Belgija, Kanada, Švica mečkaj drugačna, ampak recimo Belgija, Kanada, pa Nizozemska, to so najbolj kritični primeri, je pa zelo jasno, najprej gre čez star zakon, ker je zdaj, čeprav ta je že zelo liberalna, da je izjemen zakon, neverjetno, kako so šli na polnost s tem zakonom, ampak okej. To bo treba samo eno sodbo samega sodišča in bomo imeli to, kar smo prej poslušali, ne, se pravi, da zdravnik potem zadevo izpelje, temu pravimo potem eutanazija. Tako da ja, dokaj smo pri takem zakonu, ko zdaj imamo problem prisile in to težko kdo zanika. Vsi potem pravijo, ne, sej, če se ne boš hvatil, se pa ne boš tako odločil, ne, ali pa tu je vse na voljo, ali pa meni očitajo, pljuvajo po mailih, po socialnih omrežjih, posod dobivam v smislu, pa dajte pustiti ljudem, ne, v času so kričali cerkev ven iz moje maternice, ne, zdaj pa, kaj bo zdaj, od petka je pa, zdaj pa od petka naslovnica mladine, cerkev nekaj se vtikati v moje življenje, nekaj takega, ne, naslovnica mladine, pogledaj na Petrolo, rdeč križ, ne. In to je to, se pravi ta argument. Puste nas prviero, mi se bomo fentali, ne po domače povedan, vi pa se pač ne boste, koga briga. Ni tako enostavno, sploh ni tako enostavno. Vsi mi bomo soočeni z novo etično dilemo, ki pravimo pasivna prisila k samomoru. To je zame osebno. Zdaj bo malo čudno zanelo, če sem duhovnik, izven krščanstva celo, ne, izven tega, da postavim eutanazijo pa samomor s pomočjo pod luč Gospoda Jezusa pa Evangelija. Brez da to luč uporabim, je to totalno racionalno argument, da v to ni zaid. V to ni zaid. Jaz ne bi račal, jaz kot oseba, kot državljan Republike Slovenije ne bi želel biti tam, kjer bom razmišljal, da pravzaprav se pa lahko tudi umaknem. Potem si pa sami odgovorite, narašča osamljenost, kje so naše kožine, vemo, v povprečju, veste, morda tle, ko so katoliške razmere večkrat drugače, ampak jaz recimo vidim potem v župniji, širše, na šoli, na drugih šolah, ki niso katoliške, ki je pridan, ko vidiš, v čem živijo otroci danes. Vse so zelo lepe zgodbe, ne? Vse smo v lepi državi doma, ampak imaš pa tudi zelo hude zgodbe. Kaj bo za vsemi tebi ljudi, ki bo nobenega imen? Ja, ne. Položeno in bo napladen, skupaj z tistim zmislijem, ne? Pa ko sem banane zjutraj, bo prišla misel, da pravzaprav pa se lahko tudi umakneš. S to mislijo se trenutno stavljati. Se jim ni treba s tem ukvarjati. Ja, mogoče tako se ni stvar sem katoliške, je stvar dejansko družbe, ampak tudi recimo že znotraj katoliških krogov opazaš, jaz sem pač recimo med Bermanci bila presenečena, dve situaciji, dve zgodbi. Babica ene, ki je imela malček poškodovano roko in se je zdelo, če bi bilo pa tako, bi bilo pa bolj, da me ni, da nimate z mano skrbi. In punca, ki je to popolnoma normalno in bi to sprejela. In v isti skupini Bermanka, ki ima doma starega očeta obnemoglega, ki tudi govoriti ne more in reče, ne, pa seveda pa še more, za nas pa še kaj naredila. Že tukaj znotraj naših krogov zelo različno razumemo, kaj pomeni sočutje oziroma kaj nam starejši dajo. Pa mogoče bi prosila Emanuela tudi za pogled res te paliative pa te zgodbe, ki jih ti srečuješ. Prvo paliativa. Mi bi morali biti pravzaprav ponosni kristjani. Paliativa in hospic imata korenine v krščanstvu. Pali je tisto, kar je nekoč dal papež, zdaj pa da samo štoro, škofom metropolitom, torej ohranjanje njegovega ali pa znak njegovega dostojanstva. In paliativa je to, ohraniti človekovo dostojanstvo od začetka do konca. Hospici so bili nekoč ob samostani za romarje,
ki so romali največ peš ali pa kako drugače v Rim ali svetu deželo in posebej po teh gorskih samostanih so imeli kot eno zavetišče za romarje, da so si lahko tam spočili, se umili, uredili in tudi tam umirali. Torej, varni prostor, kjer so se dobro počutili. In to je pravzaprav to, kar želi paliativa in hospic dati ljudem. Da takrat, ko zdravnik pravi, mi smo končali zdravljenje. Torej, ni več šanse, da takrat človek ozdravijo, ni več kurativnega zdravljenja. Ostane pa človek pa živ. Veste, kako je to? In kaj je zdaj? A bo zdaj šel se odločati, kdaj bo umrl, ali pa bo živel naprej do konca. Polno živeti do konca. To je pravzaprav želja, da ti tudi, če si na smrt bolan, tudi če si umirajoč, ti še vedno človek, imaš svoje dostojanstvo, imaš svojo vrednoto. In tukaj so potem te paliativne stvari. Kaj je paliativa dela? Prvo bolečino, lajša bolečine. In jaz sem zmeraj bila rada in sem bila ponosna, da sem vedela tisti latinski izrek na pamet, dolorem se dare opus divinum est, blažiti bolečine je božansko ali pa božje delo, ker res, ko blažiš ti bolečine, ko človeku pomagaš, ko ga boli nekaj, zdravnik, nič ni lepšega. Takrat, ko se ti ta človek nasmeje, pa pravi, zdaj me pa ne boli. Bolečine so pa zelo različne in pri vsakem človeku imamo to lestvico bolečin. Sam lahko prenaša čisto drugače. In bolečina, trpljenje je del našega življenja. Vi ste tukaj večino mladi, a je kdo med vami, ki še nikoli nič ni trpel, ki ne ve, kaj je bolečina, ki ga niti zob ni bolel. Nikad, prej in pozneje gremo skozi to. To je tako povezano z našim življenjem. In zdaj, da bi vzeli trpljenje, neznosno trpljenje za vzrok, da končamo življenje, verjemite, da to ni, bi rekla, pravi argument. Danes fizične bolečine se dajo lajšati na svoj način. Jaz nekaj časa nisem bila v medicini in ko sem prišla ponovno v Slovenijo v hospic, jaz sem bila presenečena, koliko je medicina napredovala, koliko različnih načinov ti imaš, da ti lajšajo bolečine. Mogoče je tudi ena najtežjih stvari potem pri paliativi, ko človek ne more dihati, da je najtežje so te stiske in ti imaš način, celo doma dobiš vso aparaturo, vse, da ti pomagajo, da ti lajšajo te fizične stiske in bolečine. Ampak človek ni samo fizično. In jaz se bom nikoli pozabila, pravim, zbiraj, da povem tisto, kar sem doživela. Veste, kdo najtežje umira? Mlade mamice. Mamice, ki imajo male otroke. To so bile najtežje smrti in to je nas, ki leta in leta že, jaz bi rekla, 200 ljudi najmanj je umrlo, da v teh mojih rokah me še zbere prizadene, ker mati skrbi, ne more ta otrok ali pa otroke pustiti, ker je ona z njimi vezana, ker je to ona jim je dala življenje. In smo imeli mamico, ki je bila ločena. In potem dolgo domači niso hoteli dati, da se povežemo spet s tem možem, s katerim se je ločila. To so pa bili nadale otroci. In potem smo končno se dogovorili, da je prišel on k njej na obisk. Bila sta dolgo skupaj. On je prevzel vso skrb za otroke. On je res zagotovil tam na smrtni postelji, da bo on skrbel za otroke. In jaz sem imela nočno službo v hospicu. In ona je imela ogromno sredstev protibolečinskih injekcij, tablet, obliže, vsega. In jaz grem z nočno, nič ne zboli. Grem k njej, gospa, rabi nekaj, nič ne rabim. Grem drugič, tretjič, nič ne rabim. Celo noč nič, Zjutraj pride zdravnik, pa mi je rekel, pozabili ste napisati, kaj ste ji dali po noči. Sem rekla, nič je nisem dala. Bolečine, tudi fizične, so izginile, ko se ona osvobodila te največje svoje bolečine, da bo zapustila otroke. Ampak ti otroci so zdaj priskrbljeni. To vam povem, kar sem doživela, ne tisto, kar nisem. Torej, bolečine so, veste, tolikokrat tako različne, pri tako različnih ljudeh. Tako da tudi
pri evtanaziji, jaz ne vem, če ljudje ne trpijo. Ker ko ti vzameš strup, se telo tudi vendarle opira, ne samo toliko, ne. Tako da tu ne vemo, tu nič ne vemo, ne. To je ena stvar. Druga stvar, ko umiraš, ti pravzaprav res greš na eno posebno potovanje, ko končaš svoje življenje, ko ga nekje zaokrožiš, ne? Ko urediš odnose, če le imaš možnost, če le imaš to milost, da lahko urediš odnose z domačimi, sam seboj in z Bogom, ne? To so takšne pomembne stvari. Jaz vam ne morem povedati, kako se potem ljudje počutijo, ko to lahko naredijo, ne? Spet en primer. Pripeljali so k nam gospoda, ki je bil grozen, in alkoholik, in nasilnež, in so ga od domači odložili k nam. Na, tu ga imate, ne? Bil je težek onkološki bolnik, zelo težko zahtevno nego je imel, ne? In je bil tam pri nas. Nas je vse sestre tam in si preklinjal in nam vse odmazal in ne vem, kaj se delal. Vsak dan smo se spraševali, katera bo dan šla k njemu, ne? Ampak ena naša čistilka je pa našla pot do njega. Ne vemo kako, našla je pot do njega in enkrat je rekla, no, zdaj je pa v hiši duhovnik, zdaj bi pa bil čas, da se tudi vi spoveste, ne? In je ona rekla, naj pride, ne? In je duhovnik prišel, ne? Mi so vsi čudili, se križali, kaj je zdaj to. In duhovnik odide, on pa odpre vrata, pa kriči za menoj, pokličite ga nazaj, nisem še vse povedal, ne? In jaz dol po stopnicah, gospod, nazaj, ne, ni še vse povedal, ne? Še eno gospoda, ampak to je bila zdaj prava spoved. Zdaj je on povedal, zdaj je on se spovedal. In po tistem, ko je duhovnik odšel, jaz vam ne morem povedati, mi nismo mogli verjeti. To je pa samo drugi človek. Ta človek se začel nam zahvaljevati. Tako se je umiril, tako je bil drugačen, da smo potem vse njegove domače, ki ga sploh niso obiskali, niso ga o tem videti več, ne, poklicali in jim rekli, pridite, vendar pa se poslovite od njega. In so vsi prišli, in otroci, in vnuki, in se od njega poslovili, drugi dan je umrl v miru. To so zgodbe, ki potrjujejo, da je važen ta čas, da ni to zdaj samo prekinem pa grem. Kako pomembne so, na primer, tudi zadnje besede, zadnje slovo od človeka, ko se eni od drugih poslovimo, zadnje besede. Če gremo že na pot, pa se zadnje besede zapomnimo. Kaj šele ob smrti, ko se zadnjič videla. In to so svetni trenutki. Verjemite, jaz se dostikrat čutim počaščena, da sem lahko pri takšnih trenutkih, da sem lahko zraven pri teh ljudeh, ker to je enkraten edinstven trenutek, kot je rojstvo enkraten. In kot ob rojstvu, kot je rekel že gospod zdravnik, ob rojstvu potrebujemo roke, ki nas sprejmejo, tako ob smrti tudi potrebujemo roke, ki nas odpeljejo drugam. Kar se tiče evtanazije, visoka intelektualka z Ljubljane je prišla k nam. In ko so prišla z zdravnikom k njej, je ona tako govorila, veste, ona je vse videla. Ona je pač zdaj malo oslabela, bo pri nas toliko časa, da se jo pomore in bo potem šla v Švico, ima že plačano evtanazijo, ona ne bo trpela in nič, ne. Vidva greva, zdravnik me pogleda pa vpraša, a vi verjamete? Seveda ne verjamem, da je to iskreno povedala, ne. Ta gospa je naenkrat otipila, niti enkrat ni več spominjala, ne Švico, ne to, da bi šla v Švico, nič. Mož je lahko vsak nam prihajal k njej. Ona se je tu počutila enkrat, zdaj ste domače, ne? Počakala, da je prišel sin, da so prišli vnuki in vse. Po smrti je mož prišel k nam in je rekel, veste, rekla mi je žena pred smrtjo, to je bil najlepši mesec, najboljši mesec njenega življenja, ne? Ker je nekje uredila stvari, ker pa ni bila verna, ne? Tako da veste, da tudi neverni imajo te čudovite trenutke, ne? In ni nikoli več spominjala evtanazijo. Torej, se mi zdi, veste, to sočutje, to, kar pri tem zakonu pozabljamo, da smo ljudje vendar drugačni, ne? Da ljudje rabimo sočutje, da rabimo nekaj drugega, ne samo tisto, da nimamo bolečin. Potem vsi, ki vi vsi nimate bolečin, jaz imam bolečine, vi bi vsi
vsi bili srečni, jaz pa nesrečna, pa ni tako, ne? Rabimo še kaj več. Duhovni smo, duhovna bitja smo. Rabimo veliko več kot le tisto, da nimamo bolečin. Drugo, še kaj bi dodala, ljudje zmeraj govorijo, da ne bom nekomu v breme. Da ne bom nekomu v breme. In to je po eni strani današnji človek tako se boji, da bo odvisen od drugega. Da ja ne bom odvisen od koga, ne? Da bom samostojen, ker smo takšni individualisti, da moramo vse sami delati. Ampak prav to sprejemanje tuje pomoči. Veste, kaj tu lahko narediš sebi in drugemu? Sprejeti, biti pripravljen tudi na to, da sprejmeš tujo pomoč. Ne? Biti pripravljen, da takrat, ko ne boš mogel, da sprejmeš tujo pomoč. Hodila sem okrog Celja po teh vaseh in vam povem, še veliko je ljudi, ki doma negujejo svoje dolgoletne težke bolnike. Meni je pretresla zgodba ene prelepe ženske. Če jaz pravim, da je lepo, da je lepa. Tako da so se moški obračali, ko je šla ona po zdravstvenem domu. Ta žena, ko smo prišli k njej domov, je imela doma nepokretnega moža. Njega je enkrat, ko je šel na delo, zadelal avto in je ostal nepokreten, imel ne vem koliko operacij. In ona je tam vse to preživela z njim, potem so zdravniki rekli, zdaj ga pa moraš dati v dom, ne? Ker bo on takšen ostal, on ne bo več hodil, težko bo še kaj govoril. In ona je rekla, on ima dom pri meni. Imeli so čudovito kmetijo, se mi zdi, da so pol tisti konjev, kar so imeli prodali, ona je tam njemu zgradila posebno sobo, vse uredila, karkoli se je dalo in verjemite, za njo je ta človek in ta človek je bil vreden. Ta človek je bil, bi rekla, nekaj čudovitega, ker je bil ljubljen in ker je ljubljen. To smo ljudje, to je druga zgodba ljudi, to ni samo to, ne? Res je, verjemite, tudi jaz sem klečala časi pri kakšni posli, pa prosila Boga, da ga vzame, ne? Da ga vzame, ker je tako trpel, ne? Še posebej prej, ko sem delala še v Črni Gori, ne? Ko še ni bilo toliko zdravil za bolečine, ne? In zares smo se vsi oddahnili, ko je umrl, da je rešen trpljenje, ne? Ampak da bi jaz naredila, da jaz odločam, ali pa en zdravnik da odloča, zdaj ga bom pa umili, zdaj ta trenutek. Veste, kak je to? Še zmeraj, verjemite, je dosti boljša odločitev, če odloča ta zgoraj o tem, kdaj bo konec našega življenja, kot pa mi ljudje. Ker mi ljudi smo vendarle, vidimo toliko, Bog pa vidi ogromno. In vidi več. Vidi veliko več in tudi veliko, bi rekla, bolj usmiljeno kot vsi, kot bi mi gledali na to. Ne? Tako da meni se zdi, da če vidimo to, veste, če vemo, da lahko ljudem pristopimo, da jim lahko pomagamo, potem to moramo narediti. To je izziv nas, kristjanov, to je izziv tudi vas nami, da ne bežimo proč, da takrat, ko je nekdo bolan in umirajoč, ne zbežimo proč. Najvažnejše je takrat biti z njim, ostati od njem, ne ga zapustiti in oditi, ker bo tako umrl. Ta človek, ta umirajoč, je še zmeraj človek do konca, veste. In mi smo jim dali tu enkrat, da so se peljali s kavalirčko po Ljubljani, naši umirajoči, ne, fantje ti na kavalirčko so mislili, da bodo skupali, ko smo jih klicali, ne, pa rekli, veste, imamo 5 bolnikov, da bi jih peljali po Ljubljani. Pa kdo kliče hospic? Tišina. Kdo kliče hospic, ne? Oni so mislili, da res imamo mrtve tam, ne? In potem smo jih peljali. In ti ljudje, veste, to je bilo tisto, ti naši ljudje, z vsemi tistimi vrečkami, infuzijami, šle so medicinske, seveda in prostovoljci tim, ampak kaj je bilo za njih doživetje, ne? Še enkrat so pogledali Ljubljano, oni so vedeli, da je to zadnji pot po Ljubljani, ampak si jim dal to, veste, dal si jim to nekaj, da se oni čutijo, mi smo ljudje. Mi nismo samo en tam človek, ki so ga zdaj vrgli proč, pa ga več ne radijo. Mi smo ljudje, imamo človeško dostojanstvo do konca. In to je tisto, kar bi radi po hospicu dali, ne? Kar bi radi povedali. Če jaz pa sam tretji dal, res hvala za tole.
Meni se res zdi, kot je bilo že omenjeno, nisem jaz dolg v medicini, ampak če zgodovinsko pogledamo, kaj vse se je spremenilo v zadnjih letih ali pa v zadnjem stoletju, kaj vse se zdravi, kakšne možnosti vse imamo zdravljenja in bolečina vse je več kot jasno. In pač tle ni bolečina osnovna stvar, tako da bo omenjeno na koncu, je pač ta eksistencialna bolečina, kako to poimenujemo. In se mi zdi, da vsi, ki smo imeli mogoče izkušnjo smrti tako, da smo, jaz hvala Bogu, mislim, sem zahvaljen za to, da se pri delu veliko večkrat zdravstveno srečam. Vsak dan gledam, kako se otroci rojevajo, pa z umirajočimi, ampak tiste izkušnje, ki jih imaš z umirajočimi, ali z domačega okolja, ali poklicnega, te v bistvu ravno na to navajajo, kako so v bistvu vse ostale stvari pomembne, ki jih ne zaznamo, se premalo njih pogovarjamo in seveda medicina ima veliko enih možnosti zdrave bolečine in vse ostalo, ampak tukaj je pa še ogromno enih stvari, ki jih moramo tudi kot družba, ker dolg časa porimamo to smrt, vse, kar se tega tiče. Na obdobje se o tem ne pogovarjamo, pa v bistvu veliki izzivov tlele, ker nas upam, da bodo čakali tudi zdaj, da se pogovarjamo o tem, kaj lahko tle še naredimo, kaj lahko v bistvu lahko čim več ljudem tudi pomagamo na ta način, da imajo možnost nekako to refleksijo ali pa to umiranje izpeljati na en dostojanstven način. Se mi zdi, da tle pa pač tako zdravništvo v smislu prepoznavanja in izogibanja nekih nepotrebnih posegov, ki jih v bistvu bolj mogoče tudi enega lastnega strahu ali pa nemoči predlagamo, tudi nam kot zdravnikom včasih težko sprejeti, da nekje se pač zdravljenje zaključi in pride upoštev drugačna podpora. Tako kot je res to podporno zdravljenje, se pravi, da se omogoči bolniku neko dostojanstveno, kvalitetno življenje. Ne, da se podaljšuje. Tukaj je mogoče še ena zgodba, ki jo bodo zelo radi tudi zdaj omenjali, da se ne podaljšuje trpljenja, da v bistvu odtegujemo zdravljenje, recimo v smislu paliativne oskrbe. To so vse pomešani izrazi. Vsak pacient ima že zdaj možnost naprej izražene volje, katerih stvari si ne želi. To je že čisto možno in to nima nobene veze z usmrtitvijo, z eutanazijo. Tukaj so v bistvu stvari, ki jih lahko vsak izrazi in paliativa nekako ni odtegnitev zdravljenja. Gre se za to, da se premisli, da se omogoči človeku kvalitetno življenje in se mu tukaj pomaga na vsak način, ne pa z vsemi postopki. Strogo medicinskega vidika so prišli postopki lahko vključeni, ki so pa mogoče skozi oči pacienta preverjati naporno stresno. Tako da se mi zdi, da take zgodbe, pa te izkušnje, ki nam jih dajo, jaz sem res hvaležen tudi zato, da so recimo moji otroci imeli možnost staro mamo doma, kako umira se dotakniti človeka, ki je mrtev. Se mi zdi, da so to stvari, ki ti dajo razmišljati o teh stvarih in te drugače pripravijo na tudi svoje spremljanje moči, pa čisti nekega procesa, vzpona in zapona skozi življenje. Tu bi samo dodala za zdravnike. Naša socialna delavka je bila na srečanju v Londonu, kjer so bili tudi osebje iz Nizozemske, ki delajo na kliniki, kjer se izvaja eutanazija. In glavna sestra je rekla, veste, kaj je njegov glavni problem? Osebje ne zdrži dolgo. Non-stop morajo menjati osebja. Veste, ker zato smo ustvarjeni, ne za življenje. In če ti ubijaš, ne vem na kakšen humanitarni način, ti vendar ostane tisto, v duši te boli, ker si nekoga namesto, da si mu lahko še tisto življenje, da si se ti odločil in si ti moral ga ubiti na mesto. In to so stresne stvari, ker smo za življenje smo ustvarjeni, ne za smrt. Hvala. Mogoče preden gremo na to na zadnje vprašanje, bi prebrala še eno razmišljanje župnika Bogdana Vidmarja, zdaj je že pokojen. On je bil
ustanovitev skavtov v Novi Gorici, en mesec, dva, kar smo pokopali. In on je v bistvu do zadnjega dneva še pisal stvari in spravljal na tudi, med drugim je napisal tudi svoje razmišljanje o bolezni. In znotraj rečete to: Bogu hvala tudi za raka, dojemam ga kot darilo. Ob tej bolezni začenjam na življenje gledati drugače. Vse mi postaja logično. Ne moram reči, da trpim bolj, kot sem trpel, ko sem bil še telesno krepak. Sedaj razmišljam, da tudi takrat v resnici nisem bil zdrav. Bolezen, čeprav je združena s trpljenjem, je tudi osvoboditev in priložnost. V bolezni mi Bog daje milosti, ki so veliko večje od tega, da ko vse ješ, plavaš, tečeš. Pa gremo zdaj izpeljati, da ima na eno drugo razmišljanje. Če se vrnemo čist začetek, da smo rekli, da smo skavti aktivni državljani. Skavtom je večkrat ob družbenih temah očitano, da smo pasivni, da se ne znamo zjasniti, da ne povemo direktno, kaj si mislimo, da ne naročimo, kako naj se na določenih družbenih etičnih vprašanjih obkrožim. Pa me zanima, zdaj kot skavt, Benjamin, kaj ti misliš? Skavtska vzgoja deluje in lahko sledimo zgledu nadškofa Cvikla, ki je recimo v zapisu sodelavcem Karitasa v izjavi zapisal, pač poleg tega, da je opredelil, kaj pomeni evtanazija, pogled na življenje, pogled na smrt in pogled na zakon, zapisal tudi to, da pri tem spoštujte njihovo zasebnost in jih ne spodbujajte ali sprašujte, kako bodo ali so volili. Skavti nekako tudi na ta način funkcioniramo, kaj pa ti zdaj misliš? Deluje skavtsko vzgoja, si jim lahko prvočimo, ali ne deluje? Ja, zdaj, kot se že napeljala, si enoznačen odgovor, vsekakor ne moram prvoščiti. Seveda vam tle, jaz sem prepričan na skavtsko vzgojo in v to, da je pomembna za vsakega, ki je v to vključen, v bistvu vsaki veji, in da je v bistvu vsaka veja, ali pa način dela vzgoje vsaki veji v bistvu zelo pomemben v tem človekovem razvoju, tudi do tega, da je na koncu, da gre človek v bistvu z neko idejo odgovornega odločanja, iskanja nekih premislekov, argumentov, mnenj, tudi naprej življenje. In se mi zdi, če pogledam nazaj, recimo na obdobje mojega mogoče klanovstva ali nekje ta starost, sem dejansko v nekih momentih sem kar rekel, kako ne moramo mi tle stojimo za tem, zdaj pa nikoli pa nič ne rečemo na glas, ne zmer se pa mi neki. Ja, pa gor, ne, pa sem tako rekel, a tle, ki ni res, mislim, tako ne. Tako da bi tle mogoče res to izpostavil, ne. Seveda vzgajamo odgovorne posameznike, ni naš cilj volivec, ko bo šel v številko ali pa z odgovorom na roki na volišče in da bo živel po navodilih, tako da tle sem jaz čist prepričan. Pa mogoče čisto postaviti to, da je pa pomembno po drugi strani potem res trdno zvesto živeti te vrednote, ki jih zagovarjamo. Da jih pač tudi v vsakodnevnem življenju znamo živeti, ne da je to samo nazivno na naših srečanjih, pa znotraj naših delovanj, da je to v bistvu nekaj, kar živimo, ne, ker tle je potem, tako kot si rekla, skavtska vzgoja deluje in je to tisto, kar v bistvu vsak prejme. Tako da tle je v bistvu ta pomembnost skavtske vzgoje ravno tem. Biti prepričan, to pušča vsakom svobodo. In se mi zdi, da če se vzem na to, ne, jaz sem v bistvu, bilo sem da zadnje delo prejšnjo, ki je v bistvu župnik to prebral. Tako, v prvem trenutku sem v bistvu zelo, se pravi, poslanica nadškofa Zaveta.
kar tako, rekel, to me pošelj, da se nekrat stvari jasno povejo, čist z tega vidika, ne, da kako poteka razprava, da v bistvu se tukaj ene manipulacije dela, glih to, kar je že prej omenil, da se v bistvu neke čustvene prisile, zlorabe se nekaj tako dela, da res ljudi lahko, ne, to, da ne bodo imeli izbire, jih se mi zdi zelo stiska spravne. In se tle hitro znajdejo v nekih težavah. Hkrati si pa ne želim razprave, ki je pač trenutno zelo, pa ne opeda zdaj tega mene, ne mislim, da je to mene problematično, ampak po drugi strani ne je pa ta polarizujoča razprava, ki se v bistvu gradi na nekih res čustvenih temeljih, ker na koncu ljudje imajo pa še vedno težave, ki jih moramo pa pač slišati in razumeti. In tle v bistvu trpeči, tisti bolni, najkrajšo potegne pa te naši razpravi, ki je trenutno, pa ta kampanja je pa zelo, se mi zdi, škodljiva za te trpeče ljudi. In si seveda ne želim, da bo to na takem nivoju, kot se ga trenutno poslužujemo. A bi jaz včeraj v tej točki dodali, če ne damo prostor še vam za kakšno vprašanje? Jaz bi sam to eno, ker se mi zdi zelo redo, to je zadnje vprašanje, sploh tede za vašo hišo. Zdaj, a je komu všeč ali ne? Jaz mislim, da naša prihodnost ne naroda, ne Evrope, ne izgleda, kot živela sta srečno do konca svojih dni. Prihodnost je prihodnost močnih ljudi. In, kakor to pač grdo zveni, celo zveni tako malo kot Friedrich Nietzsche, Übermensch, on pravi, ampak malo tudi drži. In zdaj, a bojo močni ljudje pošteni in dobri ljudje, a bojo močni ljudje, ker lahko si močan na več načinov, to je pa zdaj izbira, ki jo pač ima vsaka družba pred seboj, vsaka generacija. In jaz mislim, da močan človek v dobrem ali v slabem ne more biti brez jasne in zelo dobro definirane identitete, istovetnosti. In to mislim, da je tole vprašanje zelo, zelo na mestu. Zdaj, če smem dodati, jaz sem nečene strice iz ozadja pri vseh teh naših škofih, ko pišejo pa tele izjave, in tako malo serviramo. En nekdo tam pravi Caritasu nekaj, škof napiše pastirsko pismo, ki ga je pa v bistvu brala cela Slovenija, precej, tudi če ni na škofija Ljubljana. Škof Štumpf, če se spomnite, nekaj je napisal, da smo v dveh nogometnih klubih, tako malo delimo te zadeve, tako malo serviramo, zdaj v sredo bo mufti, pa to ne, pa bo še ena zadeva, tako še nekaj par zadev. In v bistvu je zdaj, koliko je aktivno vključena neka organizacija, zdaj, je glih treba ljudi voziti, a Bog ne dej se strinjam, tam sprašuje, to bo kaj glasoval, ker to niti vljudno ni, kaj še da je nekaj drugega. Da se pa jasno postavite za stvar, tudi kot skauti, ja, se lahko tudi ne, Sam mi imamo tiste, ki se, pač na drugi strani, zdaj se je pač treba odločiti, če si zmeraj vmes, si pač vmes. Jaz vem, recimo, jaz sem ravno lani prišel v spor s skauti, pa vsi vejo, jaz sem celo gimnazijo, vsi vejo, kako podpiram skaute. Ampak jaz ne spustim na ambon v cerkvi nič, kar ni katoliško, ker za vse tiste priložnost v župinski dvorani, pa kulturni dvorani, smo prišli pri poslanici, smo prišli na vzkriž. Ker je treba se odločiti, kaj bomo. In tle sem bil vesel, ko so skauti dali ven izjavno tazarno, ki je bila PR-ovsko gledano malo dolga, pa pustimo to. Ampak v redu, da se nekam postavi človek, sej itak je, sem še to mislil, itak se moramo Slovenci počasi, mi smo v bistvu vsi dediči enega monolitnega sistema in pa smo kar vsi užaljeni, če se vse okrog nas, pa tudi če znotraj ene od iste organizacije, če se ne snimam. Pa to je popolnoma normalno v sodobni družbi, da se pač del neke organizacije in jaz se ne strinjam s stališčem te organizacije v tem smislu morda, ampak sem zraven, srcem zraven, naslednjič bo pa morda obrnjeno. Kot
katoliški cerkvi to mečkam bolj narodno, ker imamo te svete teme, kjer je malo težko se postaviti na drugo stran in ostati katoličan, ampak vendarle znotrajnih skavtov so prav po moje, recimo. Kaj pa če povedati celo na kratko, tudi vsemu Karitasu ni pasalo, kar je Načkov Cikel naredil. Ampak so razumeli, usmeritev vladana, pač ne bo furov, nekaj ne bo furov. Se to ni tako, kot zdaj, to ni na istem, recimo na isti ravnini argument, kot tle pri samomoru s pomočjo, da če se tisto, kar ne bo, pa pač ne bo. Ker tle ne bo šlo brez posledic za vse. Tam, če kdo fura, tiste ljudi, ki je na volišča ali pa ne. Je pa res, da je pa fajn zdaj ponovno bo šlo pač tako naprej na naslednjem referendumu, ali vendar ne dajte tam se prijaviti v referendumsko kampanjo. Vse po regaciji. Jaz bi samo še nekaj dodala. Zelo pomembno je, da vi razmislite, ker ste vi tisti, kot je že rekel Gabriel, ki boste potem to sprejemali. Takrat bo že zakon ali bo sprejet ali bo sprejet, vi morate imeti do njega odnos. Če bo sprejet ali bo sprejet, vi morate imeti stališče do njega. Ker tudi če bo sprejet, jaz ga ne maram. Ta zakon ne maram, ker ni za mene in ga ne bom spoštovala. Mislim, spoštovala bom, ampak ne bom ga koristila za sebe. Drugo pa, kar je zelo pomembno za celo cerkev, cerkev mora nekaj narediti, ne samo govoriti. Eno hišo hospic odpreti, eno nekaj narediti, eno nekaj podpreti, nekaj konkretnega. Zdaj se trudijo, vem, da se trudijo v Novem mestu, da bi se odprla ta hiša hospic in da je tudi Škof se je podpira. Nekaj moramo narediti. In to, če greš kot prostovoljec hospic, mi smo tu sodelovali tudi z nekimi skavti, ali pa naprimer z vrtci, ki pripeljajo otroke tja. Pridite enkrat na obisk, naredite hospicu veselje. Pridite enkrat na obisk, prinesite nekaj, naredite veselje. To je potem to. Nekaj smo naredili, nismo samo govorili. Zdi se mi, da je to zdaj najbolj pomembno, ker včeraj je bila razprava na Planet TV, 4 zdravniki, 3 zdravniki proti eutanaziji, 1 za. Ampak veste, tako težko je to govoriti, te stvari. Če pa nekaj naredimo, kot se je rekla v pismu Gospod, greš tja in poveš, da si tu. Verjemite, tako bomo najlažje ljudi odvrnili od misli na samomor. A imate kakšno vprašanje? Ja, tako v krogih, v katerih se pogovarjamo, verjetno je veliko tega vzdušja in nekega razumevanja vrednosti življenja in tako naprej. Mene pa zanima, kako pristopiti do nekoga, ki ima čist drug set vrednot in narediti nekako prepričljiv razlog, ki ste že govorili, za to, da za svetost življenja izven nekak katoliških vrednot, na ta način, da se lahko razširi prepričanje, da si lahko res aktiven, da mogoče komu spremeniš pogled. Prva stvar je vedno sprejemati dejstvo, da se ne strinjamo. In tega ne mislim podceniti, kot v današnji kulturi, ampak kot dejstvo, da eni ljudje ne bodo sprejeli. In to je tudi evangeljska resnica. Ne rabi biti evangeljska resnica, ma je zelo jasno to. In jaz sem se s tem sprijaznil. In jaz tudi, recimo, ko tako iz ozadja vodim referendumsko kampanjo na naši strani, jaz nikoli, pa me pa kritizirajo malo, ki smo tudi šefi, ker jaz nikoli ne grem na stališče, bomo zdaj nikoga prepričali. Po moje ne bomo prepričali nobenega, če sem prav iskren. Zato, ker ljudje imamo notranjo strukturo, ki je zelo zakomplicirana, je posledica vzgoje, je posledica naših študijev, našega znanja, naših izkušenj, naših odnosov, naših pogledov v prihodnost in tako naprej. Zakaj je bolj pesimistična ta generacija, ki je zdaj pred menoj v
prvem letniku v gimnaziji, ko učim, kot pa tista v 4. letniku, zato ker se slabša z generacijami, pogled je zmeraj bolj meglena prihodnost, se zmeraj manj vidijo, kaj jih čaka. Ne? Se pravi, taka generacija, ki ne vidi prihodnost, je avtomatično bolj zanimiva za ta zakon. Ne? Jo bom teže prepričal in jaz to vem. In jaz se sploh odpovedujem, vem, da vam to zdaj ne pomaga, kaj dosti samo, da razumete moj čisto osebni način razmišljanja, in se vnaprej odpovem temu, da bom koga prepričal. Jaz sem tam, ne, apostol Peter pravi, bodite vedno pripravljeni dati razloge svojega upanja. In jaz to storim, če Gospodova milost to podžge sve zadej, v redu, kakšenkrat se zgodi, če ne, je tudi v redu tako. In jaz se moram s tem v bistvu sprijazniti. To je prva stvar. Zdaj pa, racionalni argumenti so pa ti. Mislim, da smo nekoliko preveč tako obremenjeni, ne, tisti smo katoličani, smo kar nekako obremenjeni s tem, da skoraj preveč govorimo o Bogu. Jaz mislim, da če bi zdaj dali v ChatGPT tale posnetek, pa bi rekli, dej spiši, čeprav še ne zna, sem probo, pa še ne zmore, ne, da daš to noter, en drugi pot je treba uporabiti tam noter, ne, da bi zdaj zrezal pa spravil argumente po kupčkih, kar smo zdaj tukaj govorili. Jaz ne vem, če nismo razen takole za pomoč, če smo sploh kaj evangelskega povedali, krščanskega. V bistvu je bilo vse zelo, zelo racionalno, razen moje prve točke, ko je bila res pač ta Božja podoba. Sem zdaj tam, če se že tam zatika, da je človeško življenje pač samo po sebi nekaj uredno, pomeni, da nekdo ne sprejema deklaracije človekovih pravic leta 48. Če se tam zatakne, pa ne vem, kako bi sploh naprej, pa smo v različnih galaksijah. Vse ostalo je pa to. In recimo, zdaj pa racionalni argumenti so pa ti. Še enkrat ponavljam, pasivna prisila k samomoru, ta vse meni je osebno bistveno. Potem pa naslednja zadeva je stanje v drugih državah. To pomeni, da imamo v 5 do 10 letih v teh najbolj znanih 4 državah, prej naštetih, imamo delež smrti evtanazije, poudarek evtanazije na 6-7%, samomora s pomočjo pa zelo malo. Kar nam pove, da samomor s pomočjo je zato, da prestopiš rdečo črto. Naslednja zadeva je nekaj, česar ljudje nikoli ne bi prvo sprejeli, in to je pravica zdravnika ali pa celo dolžnost zdravnika, da poseže v življenje svojega pacienta. Ker to je zdaj velika razlika, ne vem, če se zavedate. Če gremo zdaj Slovencev vprašati, ste evtanazijo in pa te vprašal, kaj pa to je, in bi mi rekli, mi bomo zakonili to, da vas vaša osebna zdravnica lahko pač fenta pod primernimi pogoji, Slovencev ne bo brigalo, kakšen pogoji ne bo, takoj bo ne. Če rečete samo s pomočjo, kaj se pa potem vklopi? Avtonomija, samoodločba, my body, my choice in tako naprej, ne? Vse se zmeša noter v ta milenijski prepričanje, Bog smo mi fajn in se odločamo sami zase in jaz in moj popek, in takrat pa pade na plodna tla in se prestopi rdeča črta, potem se gre pa v druge zadeve. Evo, to je zdaj statistika drugih držav. Potem imamo pa še argumente na strani, se pravi čiste paliativne, recimo temu argumente, kar smo prej že slišali, da enostavno ni potrebno nič od tega. Jaz sem zelo iskren, jaz sem enkrat tega gospoda Pleterskega vprašal po snemanju na Slovenija Business Club, dobro se je soočenje. In jaz sem se v tistem soočenju težko zadržal, vse na YouTubeu, ker je on zopet začel s svojim očetom. Tragična zgodba, ampak jaz pač sem prepričan, da je za lase privlečena. In jaz sem ga takrat po tistem soočenju vprašal, sem rekel, gospod, a vaš oče je v Sudanu umiral, kaj ne? Mislim, pa vem, da zdaj to zelo rasistično zveni, ampak pa kje je umiral? Mislim, v vaši kleti, ali kje je, da ni imel osnovne medicinske oskrbe po tem, kar vi govorite. Pa vaš oče je umiral par let nazaj, pa to ni bila niti Jugoslavija, več po Jugoslaviji je bila ena najboljših zdravstvenih sistemih po svetu. Slovenija v Jugoslaviji. Tako, Slovenija v Jugoslaviji, ne? Pa to je par let nazaj, kje pa? Rekel pa sem ga pa zrušil res, zatega, ker kako pa pritisneš čustveno nazaj, potem pa odpovejo. Ker jaz sem pa slučajno ravno tiste dni spremljal pa enega od svojih zelo, zelo pač najožjih, ki je umiral, glih malo starejšega od sebe, in smo rekel, pa, a se predstavljate, vi govorite o vašem očetu, ga dajete na pranger, ga zlorabljate za prodajanje svoje ideje, jaz tega nikoli ne bi naredil. Jaz sem šel v studio pa rekel, kako je zdaj, da je moj brat umira, ne, pa da bi mu predlagal samo s pomočjo.
Se pa to je ogadno, ne? No, evo, in na tak način recimo se slučajo te zadeve. Skratka, gremo nazaj, kjer sem bil pri zdravljenju. Ne? Zdravljenje ni potrebe po takih zadevah, enostavno ni potrebe. In potem, ko racionalne argumente povzameš, pride ven strah pa komotnost. Ne? Strah pa komotnost. To je pa tisto, ko smo prej slišali, da nekoga not boli, pa ne pa je že kar obupan nad svojim življenjem. Sam jaz sem se sprijaznil in grem nazaj na začetek, da prav veliko ljudi mi prepričali ne bomo, ker je sistem narejen in se treba temu odpovedati. Zaradi tega pa, kolikor bo zdaj to zvenelo revolucionarno, samo aktivacija in pa to, ne, da ljudje začutijo, pejmo val, dajmo se odločiti za svojo prihodnost, tu mislim, da je edino, kar rešuje tukaj. Apatija in sem zadovoljen, recimo, ker samo danes smo na Škofovski konferenci objavili še 5 dodatnih okroglih, mislim, da jih je zdaj skupaj 16. To pomeni, da se je slovenski narod vklopil, a Šupnik, ja ne vem, kdo se je vklopil, končno začel razmišljati, ker za to prvi referendum sem bil skoraj sam, ne, še Škofje pomeni, da so kaj. Zdaj pa je, ne, zdaj se pa zelo miga, tako da to je v redu. In lepo, da se skavte zravno. To, evo, ne vem, če sem, bo pa mimo grede ravno jutri ali pa pojutrišnjem, bo na strani Škofovske konference objavljeno dokument, ki smo ga pisali skupaj z enimi 6 našimi društvi in gibanji za življenje. In so ravno to je 4-5 stranski dokument, kjer so pa res smo šli v to, prav te racionalne argumente nabirati. Bo zelo v kratkem objavljeno, pa se lahko potem pogledate. Ker mislim, da v slovenščini še nimamo takega finega povzetka, bo zdaj narejeno. Jaz bi tu samo dodala, da ko gre potem za osebno odločitev, ko imaš ti nekoga svojega, kot je že Gabriel rekel, potem je zelo krat drugače na to. Ne? Ko se odločaš, ko greš osebno ali pa se osebno srečaš s temi vprašanji, si drugačen, kot pa zdaj tako nadaleč, ali pa ko si mlad, ko ne vidiš še vseh teh primerov umiranja, trpljenja, kaj se da narediti to. Počasi tudi nekje, se mi zdi, da res prek teh pogovorov in vsega tega počasi zorimo. Ne? In zato jaz tudi rada bi se rekla, da bi enkrat tudi poslanci stopili v hišo Hospic, preden dvignejo roko za kakšen takšen zakon. Ampak tega ne bomo naredili prav gotovo, ne? Tako da je to to. Hvala, še kakšno vprašanje? Pa še nekaj preberem za konec, pa zaključam, pa ti dam besedo. Sem prej omenila naš konc Ludencuti, pač v tem istem razmišljanju zapiše še tole. V mesecu in pol, ko smo ga, spravi očeta, negovali, smo se naučili, kako se predano živi in predano umre. Zame je bilo takšno soočenje s smrtjo zdravilno, saj sem pred 36 leti v svoji rani mladosti doživela tragično in nenadno izgubo mlajšega brata, ki je umrl v prometni nesreči. Z očetovim zadnjim dihom je tako smrt postala zame nekaj naravnega in sprejemljivega. Tako rekoč moja sestra, ki zmore gledati v oči. Globoko v sebi čutim, da je smrt sadež, ki ga drevo izpusti v pravem času. Tik preden pade, pa je vsak trenutek poln milosti, bližine, besed, ki se pišejo v duhovno dediščino. Poslednjih vlaken naklonjenosti, topline, odpuščanja, predanosti, hvaležnosti. Prepričana sem, da nas notranji zakon zavezuje k spoštovanju tega obdobja, ki je izvleček vsega življenja. Pa mogoče za konec sem še to, kar smo malo izpostavili prej v vprašanju Benjamina, in pa so se pa nekaj časa po telefonu pogovarjali. Mogoče kaj lahko vi kot voditelji tukaj naredite, ne? Se mi zdi, da skauti smo tako, damo ven mnenje, se mi zdi, da z leti vsakič močnejše, malo bolj jasno, hkrati pa v bistvu ne znamo in ne upamo odpirati pogovora, možnosti za pogovor.
In mislim, da ste tukaj pač svoji tisti, ki lahko naredite korak, da odprete poleg vseh administrativnih zadev tudi vsebinske teme in pa predvsem tisti, ki vodite kanale, da odpirate debate z njimi in pogovore. Ne zato, da jim boste rekli, tako morate razmišljati, ne zato, da jim boste rekli, pač to je edino prav, ampak zato, da vidite, da imajo oni priložnost izraziti stvari in izmenjati mnenja. Pa, glede na to, da imam samo otroke, pa v učičih, pa tudi najmlajše, tudi ti otroci so zelo dojemljivi za to, kaj pomeni eutanazija, kaj pomeni samomor, kaj pomeni pomoč samomorom. In je lahko v eni kratki, ne vem, duhovni misli katehezi povedano veliko, pa bolj na kakšni čistko debati lahko veliko stvari odprešno. Tako da jaz mislim, da tukaj moramo pa vsak od nas kot voditelj biti pripravljen, iti malo izmed svoje cone obdobja, tudi če ne poznamo vseh odgovorov, kar je normalno, tudi če se z vsem ne strinjam, kar je tudi normalno. Tako da poslušajte, gledajte, odpirajte in pol bo gotovo tega še zmerno več. Hvala sem na tem. Lahko še nekaj vas zaprosim. Vi, skauti, vi ste povezani z naravo. Toliko pravzaprav imate znanja od narave, od te lepe narave in tudi mi smo lep narave. In vi lahko pokažete mladim lepoto življenja. Tudi takrat, ko se kaj vreže v prste, koga kdo kaj ščipta, ne vem kaj takega, širite to kulturo življenja, veselje do življenja. In zato vam bom povedal, da tudi mi v hospicu se znamo nasmejati, ker smo imeli eno gospo Poljakinjo, ki je prišla k nam, da bi umrla, pa ni umrla, prelepo ji je bilo. In je bila toliko boljša, da smo potem morali poklicati sinove, in smo rekli, ja, ona mora od nas, ona ni več umeli oča. In smo rekli, da smo pa od nje poslovili. In smo se zbrali na hodniku, in zdaj peljemo gospo, in rekla naša voditeljica meni, nekaj jih zapojimo, ne besi sem doma, nekaj takega. Jaz vprašam, gospa Marija, a vam kaj zapojemo? Je rekla, ja, dajte. Pa se rekla, ne besi sem doma, ne, je rekla, adijo, pa zdrava ostane. To dajte, to je najlepša reklama proti vsem tem težkim, res bolečim vprašanjem. Širite ljubezen, veselje do življenja, to imate vse. Hvala, Emanuela, Gabija, Benjamin, vodstvo, da ste organizirali in pa vam, da ste prišli. Tako da zelo kar povejte. Ja, jaz sem si kar malo zapisala, čeprav ste zdaj že skoraj se dovedali. Ampak bi samo mogoče res hvala za bogatcem za poln večer, ki mislim, da ne sem širok pogled, ampak se tudi dotakne. Se verjetno strinjamo. Naslov smo dali življenje je dar, ker smo se želeli pogovarjati predvsem o svetosti življenja. In mislim, da lahko vzeti temu dodamo, da je izkušnja umiranja priložnost. Veselje do življenja je pa tako nekaj, kar se mi zdi, da se trudimo vzgajati. In zelo mi odzvanjajo besede, prav veliko ljudi mi prepričali ne bomo, mogoče jih res ne bomo prepričali, imamo pa skauti in skauti, predvsem skautski voditelji, to priložnost, da vzgajamo, kar pomeni, da lahko otroke in mlade nagovorimo, veselje do življenja, k svetosti življenja in pomenu te vrednote oziroma nekemu vsesplošnemu, kako bi rekla, glavnemu fokusu, pač dajmo se veseliti življenja in mislim, da glede skautske izkušnje nam dajo veliko priložnosti za to. Hkrati pa ne pozabimo, da v bistvu smo katoliški in to, da smo katoliški, pomeni, da tudi upoštevamo moralni nauk cerkve in po njem živimo. Tako da se mi zdi, da velikokrat, ko se sprašujemo o družbenih vprašanjih, hitro postane jasno, za čem stojimo in k čemu stremimo. Na drugi strani vas pa spodbujam proaktivnosti. Danes ste slišali marsikaj. Mislim, da smo z Ireno rekli kakšno besedo, da bi za PPISKO mogoče pripravili tudi kakšno usmeritev in vas res spodbujamo, odprite te teme z vašimi popotniki, odprite te teme tudi z izvedniki v Učiči Bobi, seveda na njim primeren način. Verjamem, da bo tudi marsikateri duhovnik pripravljen mogoče sodelovati pri kakšni pripravi v to smer in pa bodite aktivni državljani, ne samo pri tem, ampak tudi nasploh.
Dajmo se potruditi, da svetost življenja ohranjamo in da ostaja sveta, ne samo ob tem referendumu, ampak vsakem dnevu, ki ga živimo. Hvala. Hvala. Aha, pa mogoče še prej smo rekli naprej, če bi dala en blagoslovno, pa ste rekli, da če malo Gabriela, tukaj Gabriela. Če bom po Matejo.